imeti danes dve seji preiskovalne komisije, nadaljevanje 8. seje in pa 10. sejo. Vendar smo jih zaradi 4 opravičil odpovedali, ker so tudi pričanja, ki bi bila na teh komisijah povezana med seboj. In sicer se je generalni direktor Hypo banke opravičil zaradi seje nadzornega sveta v Avstriji. Priča Jure Janković se je opravičil zaradi opravkov v Srbiji. Priči Aleš Seliškar in Klemen Šešok pa sta se opravičili oziroma jo je opravičil odvetnik. Pri tem je kar nekaj problemov. Pri priči Juretu Jankoviću ne vemo, kaj je v resnici s tem opravičilom glede na poročanje medijev včeraj. Se še nismo niti v komisiji dogovorili, na kakšen način bomo ukrepali in preverjali, ali gre za verodostojno opravičilo ali ne. Ali se je bilo pač izdano samo z namenom, da se izogiba pričanju. Oziroma, če je pač naknadno izvedel, da tega dogodka, ki se ne bi ga udeležil v Srbiji, ne bo, bi moral preiskovalno komisijo o tem obvestiti. Mi bomo pač preverili, ali je izogibanje pričanju oziroma ali je bila za to izdana lažna listina in v katero kategorijo kazenskega zakonika to spada. Vendar ta trenutek teh podatkov še nimam, ker je pač včeraj se to objavilo in dogajalo. Pri opravičilu Klemna Šešoka in Aleša Seliškarja se nam zdi problematično to, da v bistvu priči očitno imata čas pričati, vendar pa je njun odvetnik zaseden na današnji dan. In še večji problem je to, da smo to opravičilo dobili šele včeraj v 2. uri popoldan. S ponedeljkom 4. pa je sta obe priči pooblastili odvetnika. Mi smo pač želeli zaslišati na tem zaslišanju tudi gospo Jelovčanovo. Govorimo o parceli Smodinovc, povezani s podjetjem Klemna Šešoka Tax Group, zaradi katerega smo ga tudi nameravali zaslišati. Potem v zadnjih zaslišanjih je bilo več različnih informacij. Župan Janković je trdil, da se sin Jure ni nikoli sestal s Klemnom Šešokom in ni bil prisoten na tem sestanku. Teh stvari zaenkrat nismo mogli preveriti, zato je bilo pač temu namenjeno zaslišanje, ki ga danes žal nismo mogli opraviti. Verjetno, da bomo dodali pričo direktorja podjetja Slovenija Projekt, ki se pojavlja v tej zadevi, torej v spremembi kmetijskega zemljišča na Smodinovcu v zazidljivo. In pri tem sem ugotoviti, kako so ta podjetja med seboj povezana in ali je sprememba kupca povezana tudi povezana s tem, da so ti delali tudi na stadionu Stožice, ker je pač Slovenija Projekt eno izmed podjetij, ki v skupini Energoplan, ki so delali na Stožicah. Na zadnjem zaslišanju 20. torej v začetku septembra, mislim, da 16. ko smo zaslišali ministra za okolje in prostor Roka Žarniča, smo ugotovili, pa je tudi sam ugotovil, da do nekaterih dokumentov, ki so bili in bi morali biti podlaga za odločanje o tem, da da pozitivno soglasje oziroma izda sklep o usklajenosti pripravljenega prostorskega načrta z smernicami, ki so jih dali pač tisti, ki morajo izdajati soglasje v postopku priprave prostorskega načrta. Je izjavil, da ni imel pogleda vse te dokumente. Mi smo mu naknadno nekatere stvari posredovali oziroma smo mu posredovali tudi nekaj vprašanj, na katere je obljubil odgovore. Nam jih pa ni mogel dati na zaslišanju. Mi tega zdaj zaenkrat še nimamo. Je pa takrat zatrdil, da bo preveril, ali so dejansko dobili vse dokumente, ki bi jih morali iz MOL ali ne, in od drugih soglasodajalcev. Zato sem vam v mape, ki jih boste potem dobili, dala tudi izjavo, ki jo je takrat dal za SDA, kako namerava ukrepati in kaj namerava narediti. Seveda bomo pa počakali na njegove odgovore in tudi, da nas seznani z postopki, ki jih bo morda sprožil. Glede na to, kar se je pač dogajalo na tej zadnji komisiji oziroma po njegovem zaslišanju,
obstaja sum, da je tudi minister storil več kaznivih dejanj v tem postopku, in sicer zlorabe uradnega položaja, nevestno delo v službi, ponarejanje uradne listine in skladno z zakonom bomo, torej kazenskim zakonikom, bomo o tem obvestili pristojne organe, torej najprej državno tožilstvo, tudi nacionalni preiskovalni urad in pa komisijo za preprečevanje korupcije, da se pač ti sumi preverijo. Poleg tega bomo skladno z zakonom o upravnem postopku na vlado naslovili predlog, da državno pravobranilstvo, ki ne bi pač varovalo javni interes, sproži ustrezne postopke oziroma tožbo kot zastopnik javnega interesa. Mi smo želeli dobiti še, torej jaz sem vam v mapah pripravila tudi, po katerem členu kazenskega zakonika so katera dejanja. Minister je na zaslišanju priznal antidatiranje, torej ponarejanje listine. Povedal je, da je bil dokument pripravljen 2. julija, on ga je podpisal v ponedeljek 5. To je po kazenskem zakoniku kaznivo dejanje in komisija oziroma vsi državni organi smo dolžni naznaniti kazniva dejanja, da to naredimo kot komisija, sicer pa vkolikor ne bo tak sklep komisije, bom to naredila sama po 146. členu, ko pa lahko vsakdo naznani kaznivo dejanje. Mi smo nameravali zaslišati tudi Miho Jazbinška, ki bi pojasnil nekatere stvari, torej stališča mestne občine Ljubljana oziroma občinskega sveta, kdaj in kako so bili svetniki obveščeni o posameznih, o pridobivanju soglasja, kdaj so prejeli sklep in podobno, zato da bi lahko dobili celotno sliko, čeprav večina stvari je zdaj že jasna. Župan recimo je pač na seji povedal, da so svetniki imeli vse dokumente. S tem zaslišanjem Mihe Jazbinška bi to preverili, če so jih res imeli pravočasno in tudi skladno s poslovnikom 3 dni pred odločitvijo, glede na to, da je bil pa sklep izdan in poslan na mestno občino šele v ponedeljek, torej tisti dan, ko je seja bila, že to dokazuje, da pač niso bili seznanjeni z vsemi stvarmi pravočasno, kot bi morali biti. V mapcah, ki boste dobili tudi magnetogram iz 9. seje preiskovalne komisije, se pravi, ko sta bila zaslišana minister Žarnič in potem tudi Židan, kajti minister je pa povedal, da vkolikor ugotovijo, da je bil prostorski plan sprejet drugače od njihovih smernic in usmeritev, je to zanje informacija, da pač preverijo. Kajti po naših podatkih, ampak spet to bi potrdil mestni svetnik Miha Jazbinšek, ali ovrgal je mestni svet na tisti seji, ko je sprejemal prostorski načrt, sprejel tudi nekaj amandmajev, s katerimi je določil tudi krčenje gozdov v večji meri, kot je pa to Zavod za gozdove oziroma njihov nadrejeni Ministrstvo za kmetijstvo dovolilo, kar pomeni, da je tudi to v neskladju z njihovimi usmeritvami. Zdaj, nadaljevanje seje, oziroma kdaj bomo preiskovalna komisija nadaljevala z delom, zaenkrat načrtujemo 3. novembra, verjetno pa bomo zaslišali najprej Jureta Jankovića, da bi krat tudi preverili, kaj bo s tem upravičilom, najbolj bo pa to tudi sam pojasnil.